Murska Sobota je z operno nočjo pozdravila poletje in to prinaša veliko različnega dogajanja. Tudi prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. No, podrobnosti nam bosta pojasnila naša gosta, to sta Polonca Đerek, umetniška vodja pri ZKTŠ-ju Murska Sobota in pa Matjaž Pavlinjek, predsednik balonarskega kluba Roto Balon Klub. Lepo pozdravljena. Dober dan. Dober dan. Operna noč je odmevala po vsej slovenski ulici. Zagotovo ste zadovoljni z odzivi? Res je. 4. junija smo z operno nočjo, s tem veličastnim dogodkom v središču mesta otvorili letošnji festival Soboški dnevi. In ja, čudovit večer je bil, več kot 2000 obiskovalcev je uživalo v prepoznavnih odlomkih iz oper, operet in pa muzikalov. Resnično lep večer je bil. In kako se bo nadaljevalo to dogajanje? Ja, takšnih večerov se letošnje poletje obeta še kar nekaj. Najprej bomo v mestu gostili festival Soboški dnevi 2026, se pravi, nadaljuje se to, kar se je z operno nočjo začelo od 24. junija do 3. julija letos, kar 11 dni, ko se bodo zvrstili številni koncerti, gledališke oziroma stand-up predstave, etno večeri, koncerti klasične glasbe, predstave za družine, tako da res za različne generacije in pa za različne okuse. Takšnih večerov bo v letošnjem poletju še veliko. Festival se nadaljuje 24. junija z slovesnostjo ob državnem prazniku. Ta bo potekala v gledališču Park, pričela se bo ob 20. Letos bo slavnostni govornik župan Damjan Anželj, v kulturnem programu pa bo nastopil harmonikarski orkester Murska Sobota. Sicer pa je 24. junij tudi dan, ko se začne odprto prvenstvo Slovenije in Madžarske v letenju s toplozračnimi baloni. O tem pa ve veliko več Matjaž. Matjaž, kako pomembno bo to prvenstvo za slovensko balonarstvo? Torej gre za že 23. slovensko državno prvenstvo. Tokrat bo organizirano skupaj z madžarskim tekmovalnim odborom, torej odprto slovensko-madžarsko prvenstvo in pričakujemo 25 tekmovalnih balonov in pa 10 festivalnih balonov. Kako to, da ste se odločili za sodelovanje z Madžarsko? Torej, slovenski balonarji so si zaželeli bolj močno konkurenco. Namreč gre za to, da je v močni konkurenci tekmovanje dosti bolj pristno. Hkrati pa lahko v Mursko Soboto pripeljemo več tekmovalcev, tudi za tiste gledalce in pa Sobočance bo seveda več balonov dosti bolj atraktiven dogodek. Bodo na tem tekmovanju zastopane različne discipline? Torej, disciplin je okoli 20, s tem, da najbolj prepoznane discipline so fly-in, to gre za disciplino, ko baloni si izberejo štart in vsi letijo v eno isto točko, tam je cilj, tam se jih tudi dosti zgosti. Potem fly-out, baloni štartajo z enega mesta, pa potem si izberejo lokacije, kam morajo vrčiti tako imenovano tarčo, oziroma torej odvržejo tarčo. In pa lov na lisico, lisica je balon, ki vzleti enih pol ure pred vsemi ostalimi baloni in potem ti baloni morajo lisico slediti. In kjer lisica pristane, naredi križ in v tisti križ potem mečejo vsi markerje in kdo seveda vrže čim bolj bliže temu markerju, tisti ima tudi najboljši rezultat. Res zelo zanimivo. Kaj pa ponavadi potem odloča o zmagovalcu? Torej, zmagovalec je tisti, ki zbere največ točk v različnih disciplinah. Vsak polet ima nekje od 2 do 5 disciplin. In torej vsaka disciplina ima pa eno tarčo. Torej, pomembno je, da piloti letijo čim bolj precizno in da odvržejo marker čim bolj bliže tej tarči na svojem tekmovalnem poletu. No, zdaj smo se že naučili, da je pomurska regija zelo ugodna za balonarstvo. Zakaj? Torej, Pomurje ima eno specifiko, namreč pokrajina je izjemno ravna in omogoča ogromno varnih pristankov. To je bistvena prednost,
ki je skoraj nimamo v Sloveniji. Potem zraven nimamo nekega mednarodnega letališča, torej zračni prostor je odprt za take aktivnosti. Poleg tega pa imamo zelo zmerne vetrove, kajti baloni letijo v izjemno stabilni atmosferi, torej v mirni atmosferi, zato letimo vedno zjutraj od 6 do 8, pa večer nekje od 6 do 8, ko ni termične aktivnosti. In tretja stvar, ki bi pa omenil, je pa, da smo Pomurci zelo prijazni do balonarjev in bo rekel tudi od svetovnega prvenstva, ki je bilo 2022 naprej, imamo zelo dober rating med balonarji in zaradi tega tudi radi prihajajo v našo regijo in pa na tekmovanja in dogodke, ki jih prirejamo. Seveda je organizacija takšnega tekmovanja kar velik organizacijski zalogaj. Kaj vas bolj skrbi, vreme ali logistika, oboje? Vsekakor je vreme tisto, ki je vedno izziv, posebej v mesecu juniju, ki imamo ogromno nevihtnih dnevov. Glede organizacije, bom rekel, smo dokaj mirni. Smo zelo dobra ekipa, ki smo na nek način že dolgoletno igrana ekipa generalne organizacije in pa potem športne organizacije. Seveda pa v sodelovanju z Mursko Soboto, mestno občino in pa z ZKTŠ-jem, seveda nam cela organizacija teče bistveno lažje in pa bolj tekoče. No in zagotovo lahko potrdite, da se Murska Sobota vse bolj uveljavlja kot balonarska prestolnica in da to pozitivno vpliva na naš turizem. Zagotovo. Mislim, da v pogledu na balone nad mestom uživamo tako domačini, kakor tudi seveda obiskovalci, ko v tem času pridejo v naše mesto. Matjaž, jaz mislim, da če bomo vsi držali pesti, ker tudi za festival Soboški dnevi rabimo seveda vreme, ne? Da nam bo uspelo. Pa seveda vabljeni tudi gledalke in gledalci, ne? Da stisnejo pest. Ja, drugače pa festival Soboški dnevi se potem 25. junija nadaljuje v mestnem parku. 25. junij bo namenjen rokovski glasbi. Najprej bo nastopila ob 20. zasedba Štanga Rok, za njimi pa legende rokovske glasbe Siddharta. No, ta večer, 25. junij, pa bomo zaključili na Grajskem dvorišču z afterpartijem Nindri Indri. V bistvu bomo s tem napovedali festival, ki prihaja potem kasneje v poletju. Potem petek, 26. junij, dan po prazniku, namenjen raznoliki glasbi. Najprej se bodo predstavili mladi glasbeni talenti iz letošnjega odprtega odra Gledališča Park. To bodo 50 Fingers, Larisa Kepe in pa Mina s svojim bendom. Potem pa na oder prihajajo Mašarik, zelo priljubljena mlada slovenska skupina. Lansko leto je bila ena od njihovih skladb tudi med najbolj poslušanimi na radijskih postajah slovenskih. No, potem pa taka poslastica, bi lahko rekla, The Magic of Tina Turner z Divo Turner. Pevka prihaja iz Nizozemske, spremljata jo dve vokalistki, ki prihajata prav tako iz Nizozemske, sicer pa so glasbeniki, ki bodo z njimi na odru Slovenci, in tudi preostali del tega glavnega dela festivala Soboški dnevi sestavlja slovenska glasba, na kar smo organizatorji letos bili še posebej pozorni, ko smo izbirali nastopajoče, in smo ponosni, da smo uspeli sestaviti, mislim, da res zelo dober in raznolik program. No, seveda bo Diva Turner zapela vse uspešnice Tine Turner, obeta se tudi poseben svetlobni šov. No, zatem pa se preselimo spet na Grajsko dvorišče, tukaj pa bo potem nastopila zasedba Fat Horses. Nadaljujemo soboto, dopoldan bo namenjen tradicionalni razstavi starodobnih vozil in tehnike. To se bo zgodilo na parkirišču pred Novo Ljubljansko banko. Sicer pa potem spet nadaljujemo zvečer ob 19. Tudi za petek sem pozabila povedati, začnemo s predstavo za družine na Grajskem dvorišču. No, v soboto pa bo ta predstava v sklopu festivala Clown Buff. Vsako leto namreč povabimo nekaj nastopajočih tudi k nam v Mursko Soboto. Ta bo na Grajski ploščadi, in prav tako še enkrat potem v nedeljo ob 19. vabimo družine še na eno tako predstavo. Ja, v soboto pa sicer, kar se tiče glasbenega programa, najprej spet mladi glasbeniki z odprtega odra. Dorijan Peterka, obetaven mladi kitarist na električni kitari, res
ostrmeli boste. In pa potem zabaven trio, družinski trio Timi, Jaša in pa Saša Slavic. Splača se jih slišati vse. Potem pa pridejo Leopold I in II, za njim pa Jan Plestenjak na Grajskem dvorišču, pa tisti večer zaključimo s Smalltalkom. Potem je tu še nedelja, spet torej predstava za družine, potem glasbeniki z odprtega odra, nekaj etno pridiha bodo prinesli Panonski dečki, potem pa začnemo z narodno zabavno glasbo, Mladi frajerji prihajajo, potem Alpski kvintet z Odom Pestnerjem in pa zaključimo z ansamblom Aktual. No, zelo lepo, da ste se odločili podpreti slovenske ustvarjalce in seveda bo nedelja tudi dan za podelitev. Tako je, 28. ob 13. uri na Soboškem gradu, v Murski Soboti, bomo podelili najboljšim tekmovalcem tudi priznanja, nagrade, tudi Mednarodne balonarske zveze, FAI, in seveda s tem zaključili balonarsko tekmovanje 2026. Tudi tekmovanje bo potekalo po mednarodnih pravilih, kdo pa bodo sodniki? Torej v ekipi organizatorja tekmovalnega dela, direktor Goran Grgič, je odgovoren v bistvu vodja tekmovanja in seveda ta ekipa je že dolga leta igrana in pričakujem, da bo tudi letos šlo vse po planu. Kako dobri balonari smo Slovenci? Torej imamo 3 izjemno dobre balonarje. Vito Rome je tudi na 2022 bil na svetovnem prvenstvu 6. mesto. Jernej Bojanović, izjemen balonar, odličen tekmovalec. Letos bo v njegovi ekipi tudi pomladek, moj sin Peter in pa Luka Mihalič, torej 2 Pomurca, ki bosta se šolala, da bosta lahko v prihodnje tudi tekmovala na slovenskem in pa drugih prvenstvih. No, kakšnih koncertov na balonih ne pričakujemo, morda bo kdo zaigral, seveda pa boste tekmovanje popestrili s spremljevalnimi dogodki. Tako je, imamo 3 spremljevalne dogodke. 25. ob 19. uri vabimo vse družine z otroci, da se nam pridružijo v parku Murska Sobota, da se otroci malo približajo balonom, da se balona lahko tudi dotaknejo in napihnili bomo namreč balon, na katerem lahko tudi otroci skačejo. In zraven bo tudi otroška delavnica in pa igrica. Potem 25. ob 21. bo tako imenovanje Night Glow. V parku bomo postavili 4 do 5 balonov, katere bomo potem po noči tudi z gorilci osvetlili. To je posebna atrakcija, ki se je tudi splača doživeti. 24. v sklopu otvoritvene slovesnosti bomo pa ob 18. uri izvedli povorko z baloni, torej 35 balonov bomo, košar z gorilci bomo naložili na prikolice in jih zapeljali skozi Mursko Soboto in pozdravili Sobočance z balonarskim plamenom. Tako da še enkrat ob 18. uri v 24. v sredo vabljeni pridružite nam se na Slovenski ulici v Murski Soboti. In takrat se seveda poletno dogajanje ne bo ustavilo, ampak bo poletelo na balonu naprej. Kaj se bo še dogajalo? Tako po zaključku balonarskega prvenstva se bo festival Soboški dnevi nadaljeval, najprej z 2 večeroma stand-upa oziroma komedije. Prvi večer nas bodo zabavali Aleš Novak, Gašper Bergant in pa Sašo Stare. Drugi večer, v torek 30. junija, pa prihajata brata Šalehar, Matevž oziroma Hamo in pa Miha, ki bosta zagotovo sabo prenesla kakšno dogodivščino iz mladosti. To se bo zgodilo na Grajskem dvorišču. Naj povem, da sta to edina dogodka, za katera so na voljo vstopnice. Predprodajna cena vstopnic je 15 evrov, cena vstopnic na dan dogodka bo 19 evrov. Vstopnice pa so na voljo v Ticu, na Slovenski ulici v Murski Soboti ali pa potem tudi na spletni strani olai.si.
Sicer pa so vsi preostali dogodki festivala Soboški dnevi brezplačni za obiskovalce. No, če potem nadaljujemo, sreda in četrtek sta namenjena klasični glasbi in pa etno glasbi. Tudi letos v sklopu festivala Folkart v Murski Soboti gostimo 4 etno skupine iz različnih koncev sveta. Tokrat bodo prišli iz Poljske, Portorika, Bolivije in pa Uzbekistana. No, kar se pa tiče koncertov klasične glasbe, ta 2 koncerta se bosta v sredo in četrtek ob 19. pričela v Evangeličanski cerkvi Murska Sobota. Prvi večer bosta nastopila violinistka Lana Trotovšek in pa kitarist Mak Grgič. Drugi večer v četrtek ob 19. pa nas bo navdušil Ion Delić, gre pa za izjemnega tolkalista. No, tudi zaključujemo festival Soboški dnevi s slovensko glasbo. Tadej Ropoša letos obeležuje 40 let delovanja. Gre za kitarista, ki je igral oziroma igra v različnih skupinah. Tako se bodo na Grajskem dvorišču predstavili Železobeton, Sedmi element, Demiron, Nightmare. Je pa Tadej tudi mentor Mikove kitarske delavnice. Tako se bodo predstavili tudi mladi kitaristi. Ta glasbeni večer pa se bo pričel ob 19. No, zelo lepo, da imamo toliko talentov tudi v našem Pomurju. Seveda pa pri organizaciji takšnih dogodkov pomagajo tudi pokrovitelji. Je tako? Vsekakor. Smatram, da brez skupnega dela in pa pomurskih podjetij, ki pomagajo pri pokroviteljsko takega dogodka, ne bi šlo izvesti. Moram poudariti mogoče nekaj, seveda Roto, Deo, Butan Plin, potem Telekom Slovenije, Radgonske Gorice, Radenska, Zavarovalnica Triglav, Zavarovalnica Sava. To je nekaj od sponzorjev, ki podpirajo naše balonarsko prvenstvo 2026. Hvala vsem za sodelovanje in pa seveda vabim tudi druga podjetja, da se nam pridružijo pri našem dogodku. Seveda bo odprto prvenstvo prineslo marsikaj pozitivnega naši regiji. Kako vidite prihodnji razvoj balonarstva tu v Pomurju? Torej, smatram, da je prav, da to tradicijo nadaljujemo. Lani je bil tudi pomemben dogodek, žal nam je malo vreme zapelo. Torej, lani je bil tako imenovani Balon Festival, Special Shape, okoli 30 balonov posebnih oblik. Za naslednje leto planiramo podoben dogodek in nekako vsako drugo leto potem tekmovanje, vsako drugo leto potem Balon Festival. Poleg tega pa še organiziramo 6. decembra Miklavžev festival, kjer letimo čez Soboški Miklavžev sejem in na nek način zaključimo vsako leto z tem dogodkom. No, vse se res lepo povezuje, če znamo sodelovati in še več posebnih dogodkov nas čaka potem v drugi polovici poletja. Seveda in tudi za te, da nam pomagajo v bistvu pri organizaciji, smo hvaležni pokroviteljem, sponzorjem. Če se samo navežem še nazaj na festival Soboški dnevi, letos imamo 2 velika pokrovitelja, podjetje Pomgrad in pa Zaubermacher Komunala. Res hvala in pa seveda številnim drugim, ki prispevajo, da lahko potem za obiskovalce ponudimo da je obisk dogodkov brezplačen. Mogoče bi pri festivalu Soboški dnevi povedala samo še to, da v junijski izdaji Soboških novin bo objavljen celoten program tudi z opisom vseh nastopajočih, tako da bodo gledalke in gledalci tam našli vse podatke, tudi še vse ure, razpored po dnevih, tako da brez skrbi, če smo zdaj morda prehitri ali pa je preveč podatkov naenkrat. V bistvu festival Soboški dnevi je uvod v poletje, ne? Julij in avgust pa sta prav tako namenjena glasbi, predstavam za družine oziroma za otroke. Tako bodo ob petkih zvečer se odvili koncerti na Trgu kulture in pa na Grajskem dvorišču. To sta 2 cikla, ki sta zdaj že dobro poznana in ju že težko pričakujemo. Se pravi Soboško poletje skrito na Grajskem dvorišču. Pa če povem najprej, kdo bo nastopil na Trgu kulture. Kristina Oberžan in Lovilci sanj z glasbo hrvaških legend, potem Škrlatni škržati. Oni
glasbo oziroma svoj koncert opisujejo kot kafanska glasba od Triglava do Vardara in preko. Potem Obernaber, se pravi nekaj pop roka, pa Denise Jana, gre za izjemno južnoameriško pevko, izjemen vokal in pričarala nam bo večer soula. No, potem pa še večer tanga in etno glasbe iz Južne Amerike. Tja nas pa bo popeljala zasedba Alma de Viento, ki sicer prihaja iz Hrvaške. No, na grajskem dvorišču pa malo drugačni žanri. Jazz izvajalci Marko Črnčec trio in pa pevka Ana Bezjak bodo prvi. Potem Kordos Cuban trio prihajajo iz Havane z izjemno pevko Jeremi Kordos, ki je pela celo zasedbo Bonavista Social Club, se pravi nekaj posebnega. Potem Brothers Smrdel, tokrat z glasbenima gostjama, pevko Koala Voice Manco Trampuš in pa pevko skupine Pliš Aleksandro Iljevski. Na tej lokaciji, se pravi na grajskem dvorišču, pa tudi letos v sodelovanju s Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota pripravljamo 2 literarno glasbena večera. 29. julija bo glasbeni gost Pero Lovšin, 19. avgusta pa prihaja Nejša. Ne smemo pa pozabiti na naše najmlajše, ki se veselijo vseh dogodkov, ki so jim namenjeni to poletje. Seveda, sobotni dopoldnevi so namenjeni najmlajšim. Vsako soboto ob 10. bo na grajskem dvorišču predstava za otroke, oziroma v bistvu predstava za družine, tudi odrasli lahko vedno uživamo v teh predstavah. To bodo ali lutkovne ali gledališke predstave, torej v senci grajskega dvorišča vsako soboto v juliju in avgustu ob 10. No, Matjaž, balone lahko občudujemo od spodaj, kar je seveda čudovito. Lahko pa si privoščimo tudi polet z balonom in tisti, ki smo že dali čez to izkušnjo, lahko povemo, da je res edinstveno doživetje. Vi ste z baloni poleteli že večkrat. Kaj vas vedno znova navduši? Kaj ohranja to ljubezen? Torej, moj prvi polet je bil že leta 92 in 94 sem tudi opravil licenco, tako da sem začel sam leteti. Na nek način balon je prva letalna naprava, ki je človek ustvaril že leta 1781, sta brata Montgolfier izvedla prvi polet. In na nek način, torej ljudje poznamo balone že več kot 300 let in z balonom je letenje drugačno kot z drugimi letali ali pa napravami. Balon v bistvu lebdiš v zraku, je poseben občutek, stik imaš tudi z naravo. Tudi ta procedura postavljanja balona, potem zlaganja balona je nekaj posebnega in seveda vabim vse tiste, ki želite poleteti z balonom tudi med samim prvenstvom, da se nam oglasite. Namreč v Murski Soboti imamo podjetje Paša Balloons, ki se ukvarja z komercialnim letenjem in seveda omogoča tudi letenje med samim prvenstvom. Zelo lepo smo preleteli poletno dogajanje v našem lepem mestu. Najlepša hvala za vajin obisk in verjamemo, da bo zelo zabavno, pestro in pa predvsem pisano. Ja, lepo vabljeni seveda na vse dogodke, ki smo jih danes omenili. Hvala lepa in med 24. in 28. junijem gledajte v nebo. Spoštovani gledalci, najlepša hvala za vašo pozornost in lep polet do prihodnjič.